21. literarni festival Slovenski dnevi knjige v Mariboru se je danes slavnostno otvoritvijo tudi uradno začel. Razstava je tradicionalno tisto, s čimer se dnevi knjige odprejo, tako da to se vsa leta na ta način začenja. Vedno pa v razstavo vključimo tisto, kar je rdeča nit festivala. Vsakoletni festival ima namreč neko temo in na tisto temo je tudi razstava postavljena. Letos je ta tema temna snov. Osrednja gostja letošnje izvedbe festivala je Mojca Kumerdej. Napisala je kratke zgodbe, ki nosijo naslov, ki so ga posvojili tudi organizatorji festivala. Ideja je prišla pravzaprav iz literature, iz naslova kratke proze Mojce Kumerdej, ki pač nosi naslov Temna snov, ampak kar sem videla s kolegom Borutom poskušala tukaj na razstavi prikazati, je nek preplet fizike in pravzaprav temne snovi v fiziki kot pojavu in pa temne snovi potem v literaturi. Tematska uvodna razstava združuje več disciplin. Na eni strani literarno, na drugi pa presenetljivo fiziko. Glavno izhodišče tega povezovanja je sam naslov knjige pisateljice Mojce Kumerdej, torej sama Temna snov, ki pa je seveda to, kar mi počnemo, predmet raziskav v fiziki, astrofiziki, kozmologiji. In podobnost vidim predvsem v tem, da tako v knjigi kot tudi v znanstvenih raziskavah je temna snov nekako prisotna, je nekako razlog za neke dogodke, ki jih posredno zaznavamo, direktno pa ne vidimo, zato pa je temna. Festivalski program, ki na 20 lokacijah združuje približno 100 dogodkov, se v literaturi inovativno loteva še marsičesa. Ciljne skupine so od najmlajših do najstarejših. V ospredju, v središču ostaja literatura, saj nenazadnje praznujemo Svetovni dan knjige, 23. april. Mi v Mariboru to naredimo na veliko, ne praznujemo samo tega dneva, torej 23. aprila, ampak ker radi praznujemo, praznovanje raztegnemo kar na cel teden. Pravkar smo uradno še odprli festival z otvoritvijo knjižne razstave v Univerzitetni knjižnici v Mariboru. Slišali smo dve poslanici, poslanico predsednika Društva slovenskih pisateljev Iva Svetine ob Svetovnem dnevu knjige in pa poslanico generalne sekretarke UNESCO Audrey Azoulay ob Svetovnem dnevu knjige 2018. Program lahko razdelimo v programske sklope. Knjižni sejem s spremljevalnim programom, osrednji del programa z literarnimi dogodki ter osrednji strokovni del. Ob vsem pa še številni drugi dogodki, tudi glasbeni. Seveda oboje. Praznujemo literaturo, ne samo literaturo, kot smo slišali v poslanici, tudi knjige, tudi založništvo, torej ves sistem produkcije knjig, od pisanja, prevajanja, izdajanja in nenazadnje tudi kupovanja knjig. Knjiga mora priti od pisatelja skozi založniški proces, potem do bralca. Do vključno 26. aprila se bodo po Mariboru zvrstili številni dogodki, na katerih bo moč izvedeti, kaj temna snov natanko je.